Dr. Katja Šugman Stubbs ne bo prejela glasov Slovenske demokratske stranke za sodnico Ustavnega sodišča. Kritično ocenjujemo predsednika države, ki je pri tako pomembni odločitvi, kot je predlaganje kandidata za sodnika Ustavnega sodišča, ravnal oportunistično. Menimo, da predsednik države očitno še vedno deluje onkraj moralne in državniške avtoritete in enostavno ne zna ali ne zmore izven ozkih politikantskih interesov točno določene politične grupacije in sprejeti takšno odločitev, ki bi temeljila na širokem konsenzu, še posebno takrat, ko gre za vprašanje človekovih pravic in ščitanja najvišjega pravnega akta v državi, to je Ustave Republike Slovenije. Glede na vsa znana dejstva in vedenja o kandidatkah dr. Verici Trstenjak, nekdanja pravobranilka na sodišču EU in nekdanja sodnica na Splošnem sodišču EU, ki je sodelovala pri pogajanjih Slovenije za članstvo v EU, ter mednarodno uveljavljena predavateljica s področja prava, ter dr. Katja Šugman Stubbs, predavateljica na Pravni fakulteti v Ljubljani, je predlagal slednjo z obrazložitvijo, da vzbuja zaupanje za upravljanje te pomembne funkcije. Kaj je pri predsedniku države vzbudilo omenjeno zaupanje v kandidatko, bo ostalo nepojasnjeno. Gotovo pa je dejstvo, da gre za prvovrstno ideološko odločitev, ki je izrazito pristranska in pri veliki večini državljanov gotovo ne vzbuja zaupanja v neodvisno in pravično sodstvo. Predsednik države je očitno pokleknil pred globoko državo. Uresničujejo se besede vplivne članice SMC Jasne Murgel, ki je v prejšnjem mandatu, ko je sodniško mesto zamenjala za poslansko klop, danes pa je ena od kandidatk za varuhinjo človekovih pravic, ob njenem nezadovoljstvom nad odločitvijo Ustavnega sodišča zapisala: delamo naprej, eno leto hitro mine, vmes menjamo ustavne sodnike. Pri imenovanju Katje Šugman Stubbs gre ravno za to. Šugman Stubbsova, prijateljica Mira Cerarja, je ena redkih, ki je javno zagovarjala prvostopenjsko sodbo v zadevi Patria, ki se je izkazala za eklatanten primer kršenja človekovih pravic in ustave. Še več, o Šugman Stubbsovi se je pisalo tudi kot o soavtorici te bizarne sodbe. Na njene javne zapise o prvostopenjski sodbi v zadevi Patria je mednarodno uveljavljen ustavnopravni strokovnjak zapisal, da gre pri Katji Šugman Stubbs za resno nepoznavanje ustavnega prava in ob tem opozoril na problem kvalitativnega dna tako imenovane pravne stroke v državi. Toliko o njeni borbi za nedolžne. Profesor dr. Boštjan M. Zupančič, nekdanji sodnik Ustavnega sodišča, dolgoletni sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, glede Katje Šugman Stubbs, katere delo dodobra pozna, bil je namreč tudi njen profesor in mentor, kritično ocenjuje, da je gospa agresivna oportunistka. Dejal je, da se je ne sanja, kaj je to avtonomno pravno mišljenje. Tudi vprašanje navadne poštenosti. Za sodnika je to smrt, je še dodal Boštjan M. Zupančič. Katja Šugman Stubbs se je o poskusu uveljavitve novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, katere namen je bila razgradnja in razvrednotenje družine in je klavrno končala na referendumu, postavila na stran zagovornikov zakona in se vrnila stran od volje ljudstva. Kolegice in kolegi, ni prav in ni treba, da je tako. Vaš glas proti lahko takšna imenovanja ustavi. Danes ne bomo odločali zgolj o imenu in priimku, temveč predvsem o tem, ali so ljudje, ki so se postavili na stran kršenja človekovih pravic in ustave, primerni, da sedajo na stav varuha prav teh pravic. Danes boste s svojim glasovanjem pokazali, na kateri strani ste, predstavniki ljudstva. Se boste sposobni postaviti v bran pravni državi in demokratičnim standardom ali pa boste podlegli pritiskom in omogočili zakrnelemu sodstvu Bavconove pravne šole, da prevladuje še naprej. Nezaupanje v pravosodni sistem v Sloveniji je veliko.
Pomagajmo ga izboljšati. Pomagajmo tistim, ki v njem delajo dobro in želijo delati dobro.